Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Prisrčno pozdravljeni, dragi bratje in sestre. Na začetku tega bogoslužnega pozdrava sem nameraval dodati še priprošnjo svetega, pa nisem bil čisto odločen, katerega naj imenujem. Danes namreč praznujemo god in praznik svetega Marka, evangelista. In kot vidite, smo že v praznično odeti cerkvi pod varstvom svetega Jurija, čigar praznik smo obhajali pred nekaj dnevi, ampak jutri je tu in bo Jurijeva nedelja. Sicer pa svetniki gotovo ne bodo ljubosumni, če se bomo na enega obrnili večkrat kot na drugega. Pravzaprav je tisto najbolj ključno povabilo, da sami hrepenimo po svetništvu. Pa ne takem, kot ga je dosegel sveti Jurij, in ne takem, kot ga je dosegel sveti Marko, in ne tako, kot ga je dosegel katerikoli drug svetnik. Vsak od nas ima svojo edinstveno življenjsko pot in vsak od nas je poklican, da na svoj način in v svojem življenju uresniči svetništvo. To je pravzaprav zgolj druga beseda za življenje, ki nas naj pripelje na tem svetu do polnega življenja, v večnosti pa do Božjega objema v nebesih. Zahvalimo se Bogu, kolikor smo danes uspeli sodelovati z njegovo milostjo in hoditi po Jezusovih stopinjah in ponižno prosimo odpuščanja za svoje napake, slabosti in grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji. Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bog, svetemu evangelistu Marku si podelil milost, da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo. Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija, da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi. V občevanju med seboj se vsi navzemite ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost.
Ponižajte se torej pod mogočno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vse svoje skrbi preložite nanj, zakaj on skrbi za vas. Trezni bodite, čujte, vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu, trdni v veri in vedite, da so vaši bratje po svetu v istem trpljenju. Bog vse milosti, ki vas je poklical k svoji večni slavi po Jezusu Kristusu, pa vas bo po kratkem trpljenju sam spopolnil, utrdil, okrepil in postavil na temelj. Njemu slava in moč vekomaj. Amen. Po Silvanu, zvestem bratu, kakor sodim, sem vam na kratko napisal opomin in pričevanje, da je to prava Božja milost, v kateri stojite. Pozdravlja vas soizvoljena cerkev v Babilonu in moj sin Marko. Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval. Gospodove milosti bom na veke opeval. Gospodove milosti bom na veke opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. Rekel sem namreč, milost ima večne temelje, z nebes si utrdil svojo zvestobo. Gospodove milosti bom na veke opeval. Nebesa slavijo tvoja čuda, Gospod, tvojo zvestobo v zboru svetih. Kdo se bo v oblakih enačil Gospodu? Kdo bo Gospodu podoben med Božjimi angeli? Gospodove milosti bom na veke opeval. Blago ljudstvo, ki tebe pozdravlja, Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili, v tvojem imenu se bodo vedno veselili, poveličevali se s tvojo pravičnostjo. Gospodove milosti bom na veke opeval. Aleluja! Oznanjamo križanega Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Aleluja! Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku, slava tebi, Gospod. Tisti čas se je Jezus prikazal 11 in jim rekel: Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tisti, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja. O mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali stav in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod, Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval znameni, ki so jih spremljala. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Že na začetku svete maše, ob tem, ko sem nas spomnil na svetega evangelista Marka, ki danes goduje, in na našega zavetnika svetega Jurija, na predvečer Jurijeve nedelje smo danes brani tu na Zdolah, sem dejal, da pravzaprav bolj pomembno, kot se učiti ali prebirati življenjepise svetnikov, je tako živeti, da vsak od nas sam uresniči svetništvo. Seveda nam čudovite zgodbe svetnikov lahko pri tem predstavljajo navdih, nas opogumljajo, v smislu, če je uspelo njim, lahko tudi meni. In prav široka in raznolika paleta vseh življenjskih izbir, v katerih so živeli tisti, ki jih imamo zapisane v naših svetniških koledarjih, pravzaprav pričajo točno o tem, ne glede na to, kje človek živi, kdaj živi, v kakih okoliščinah, v kakem poklicu, v kakem stanu, vedno
je mogoče uresničiti svetništvo. Tu imamo še vedno marsikateri nesporazum, ker svetništvo enačimo z nekakšnim pobožnjakarstvom, kar ima samo po sebi nek negativni prizvok. Ali pa si svetništvo predstavljamo tako nekako poleseno, tako kot so tisti upodobljeni svetniki v naših oltarjih. Ampak biti svetnik pomeni živeti in to živeti na polno. In prav v smislu osvobajanja od teh nesporazumov, ki sem jih naštel, sem bil neverjetno navdušen, ko je naš papež Frančišek pred 2 letoma zapisal čudovito pismo z naslovom Veselite in radujte se, v katerem razmišlja prav o tem, kako je svetništvo poklic vsakogar od nas. Bilo je prav na 3. velikonočno nedeljo pred 2 letoma, ko sem brskal za temi njegovimi čudovitimi povedmi in jih takrat na hitro nekaj iz 1. poglavja prevedel, zato da sem svoje navdušenje lahko podelil z vami. In nocoj želim nekaj od teh odlomkov še enkrat prebrati, torej papeževi so, mimogrede še vedno tistega mojega prevoda in mojih komentarjev, namenoma sem jih pustil, čeprav zdaj imamo seveda že čudovit, avtoriziran in bolj pravilen prevod od tega mojega, pa vendarle se mi zdi, da te besede takrat zapisane odražajo tudi nekaj malo tega navdušenja, pa naj tako ostane. Torej, papež prične to svoje pismo Veselite in radujte se z mislijo na tiste svetnike, na katere tudi mi običajno pomislimo, ne? Na svetega Marka, pa Jurija, pa naše krstne zavetnike in druge, ki so napisani v koledarju svetnikov in jih dobimo pri krstu kot svoje zavetnike. A bistvo njegovega pisma ni posvečeno njim. Svetništvo je namreč nekaj živega. Takole piše Frančišek. Rad bi razmišljal o svetosti, ki je prisotna v potrpežljivosti Gospodovega ljudstva. Rad bi razmišljal o svetosti, ki je navzoča v tistih starših, ki vzgajate svoje otroke z veliko ljubeznjo, o svetosti, ki je navzoča v tistih moških in ženskah, ki pridno in zavzeto delate, zato da lahko poskrbite za svoje družine, o svetosti, ki je navzoča v bolnih ali starejših vernikih, ki navkljub tegobam ne izgubijo nasmeha z obraza. V vsakodnevnem vztrajanju vseh naštetih gledam svetost cerkve. Svetost ni nekaj oddaljenega. Pogosto jo lahko vidimo pri ljudeh, ki živijo prav blizu nas, pa živijo na tak način, da lahko v njih prepoznavamo odsev Božje prisotnosti. Lahko bi jih imenovali svetost srednjega razreda. No, tako igrivo takrat to zapiše papež, zdaj je pa ta njegov izraz svetost srednjega razreda postal kar tako nekako kulten in nekakšno geslo, ki nas ravno kliče k temu, da vsi svetništvo uresničujemo. Veliki svetniki iz recimo zgornjega razreda, ne, Juriji in Marki in drugi veliki, seveda on jih ne imenuje, ne, zgornjega razreda, ampak vendarle pravi, da so seveda tudi zelo velikega pomena. V velikih ženah in možeh krščanske zgodovine imamo pomembne zglede in svetilnike na poti svetosti. A ob tem Frančišek znova odločno naglasi svojo ključno misel, namreč, da smo vsi kristjani poklicani k svetosti. Vsak na svoj način, pravi, in nadaljuje. Ko preberemo kako imenitno in izjemno življenjsko zgodbo kakega od svetnikov ali svetnici zgodovine, smo lahko prevzeti. Lahko pa tudi pomislimo na to, da sami ne bomo nikoli sposobni česa tako izjemnega. In tako lahko napačno pomislimo, da za njih, za tiste velike in izjemne osebe krščanske zgodovine je bilo svetništvo, mi pa česa takega res ne zmoremo. Papež zato ponavlja. Vsak na svoj način moramo uresničevati svetništvo. Ne smemo se vznemirjati ob primerih svetosti, ki se nam zdijo nedosegljivi. Seveda obstajajo pričevanja izjemnih svetniških zgodb, ki so lahko za marsikoga koristne in navdihujoče, a skušnjava bi bila tako zgodbo preprosto kopirati.
To bi namreč pomenilo odstop od tiste prav posebne poti, ki jo ima Gospod v mislih za vsakogar od nas. Pomembno je, da vsak vernik prepozna svojo pot. Pomembno je, da vsak skuša iz sebe izvabiti najboljše in da se trudi uresničevati tiste darove, ki jih je Gospod položil v srce vsakogar od nas. Jaz sem do tu že bil tako neizmerno navdušen, pa potem papež to svojo misel samo še poglablja, širi, ilustrira s svojim čudovitim stilom. Recimo ta je tudi postala zelo odmevna, pravi, da bi postal nekdo svet, ni treba, da je škof, duhovnik ali redovnica. Marsikdo je v skušnjavi, da bi mislil, da je svetost le za tiste, ki se lahko umaknejo iz običajnih vsakdanjih zadev in lahko zato preživijo veliko časa v molitvi. A ni tako. Vsi smo poklicani, da smo sveti in sicer tako, da živimo svoje lastno življenje z ljubeznijo in da pričujemo z vsem, kar počnemo in kjerkoli se znajdemo. Si poklican v posvečeno življenje, nagovori denimo redovnice in duhovnike, pravi, bodi svet tako, da živiš svojo obljubo z veseljem. Si poročen, nagovarja vas može in žene, pravi, bodi svet tako, da ljubiš in skrbiš za svojo ženo oziroma moža, tako kot Kristus ljubi svojo cerkev. Delaš za preživetje, nagovarja vse delovne. Bodi svet tako, da delaš predano in spretno in tako služiš svojim bratom in sestram. Si mama, oče, babica ali dedek, bodi svet tako, da potrpežljivo učiš in vzgajaš malčke in jih učiš slediti Jezusu. Si v službi, ki je povezana z oblastjo in avtoriteto, bodi svet tako, da delaš za skupno dobro in se odrekaš osebnim koristim. Papež potem v nadaljevanju razlaga o virih za naše posvečenje. Ključna je seveda molitev, zakramenti, sveti krst, ki nas včlani v Božje ljudstvo, sveta spoved, sveto obhajilo, pa tako zelo konkreten je, kar ni tako zelo pogosto v papeških besedilih, recimo ena taka zanimiva cvetka, pravi, svetost, na katero nas kliče Gospod, se bo razvila skozi majhne geste. Naprimer, žena gre na tržnico, sreča sosedo in pričnete se pogovarjati. Pogovor kmalu zaide v opravljanje, potem pa si reče ena v srcu, ne, o nikomer ne bom govorila karkoli slabega. To je korak na poti k svetosti. In nadaljuje to sočno pripoved. Pravi, popoldne, ko je že doma, se eden njenih otrok želi z njo pogovarjati o svojih upanjih in sanjah. In čeprav je od dela utrujena, se usede k njemu in ga potrpežljivo in ljubeče posluša. To je žrtev, ki prinaša svetost. Če jo objame občutek tesnobe, se spomni na ljubezen Device Marije, vzame rožni venec in moli z vero, spet pot svetosti. Ko na ulici sreča revnega človeka, se ustavi, da z njim izmenja prijazno besedo, spet korak k svetosti. Tako samo nekaj teh čudovitih odlomkov, ki se mi zdi res, da nas tako zelo preprosto živo življenjsko nagovarjajo k temu in nam preprosto razložijo, da biti svet pomeni biti živ, živeti z Gospodom, truditi se za dobro in svoje slabosti in spodrsljaje vedno znova v ponižnem kesanju prinašati pred njega. Dragi bratje in sestre, prazniki apostolov in evangelistov naj bi nas vnemali posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj jo tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Prosimo te, usliši nas. Marko je zvesto poslušal oznanjevanje svetega Petra. Naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo te, usliši nas.
V jedrnatih besedah je sveti Marko zapisal Jezusovo veselo oznanilo, torej evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Prosimo te, usliši nas. Neutrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo, oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu, naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in zgledom. Prosimo te, usliši nas. Na god svetega Marka so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja, naj tudi v nas vsak dan bolj raste zaupanje v moč molitve. Prosimo te, usliši nas. Tudi nocoj prošnje končujemo z zaupno molitvijo za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomaga našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, obhajamo praznik svetega Marka in tebi v hvalo prinašamo darove. Prosimo te, naj tvoja cerkev vztrajno oznanja evangelij po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Apostole si postavil za temelje svoji cerkvi, da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in bi vsem ljudem oznanjala blagovest odrešenja. Zato te skupno z vso množico angelov z vernim srcem sedaj in vekomaj slavimo in kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti v duhu zbrani tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših dragih rajnih. Nocoj ti hvaležni priporočamo rajnega Rudija Buršiča ter rajne starše, in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetim Markom, svetim Jurijem in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Že v prošnjah za vse potrebe so bile omenjene nekdanje procesije, prav ob prazniku, ob godu Svetega Marka, ko smo nedavno začeli z obhanjem Ripšlovega leta in ob tem odkrili tudi tista starodavna oznanila, v katera je Dragutin Ripšl zapisoval spodbude, je vsako leto omenjena seveda tudi Markova procesija. Na Vidmu je potekala od Videmske cerkve pa do cerkve v Stari vasi, tam je bila običajno sveta maša in potem je bila še procesija nazaj. V glavnem je bil sveti Marko tistih, kateremu so se vedno zatekali s prošnjo za dobro letino, za lepo vreme, in to je še kako aktualna prošnja tudi ob letošnjem prazniku svetega Marka, ko se oziramo v nebo in Gospoda prosimo tudi za
lepo vreme, torej za obilen in miren dež. Tudi ta prošnja bo gotovo v naših srcih sedaj, ko se bomo v duhu povezali v eno samo prošnjo, molitev k našemu dobremu nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir bodi vedno z vami. Apostol Peter v današnjem berilu, poslušali smo ravno ta odlomek zato, ker v njem omeni tudi, pravi, mojega sina Marka, pa s tem seveda ne misli na telesnega sina. Sveti Peter je bil skoraj gotovo tisti, ki je Marka krstil. Marko je bil precej mlajši in Marko je kasneje po pripovedovanjih, kakor je Peter pridigal, kakor je Peter pripovedoval o Jezusu, je kasneje Marko to zapisal in to je Markov evangelij. No, ampak Peter ob tem mimogrede omeni še eno aktualno stvar, ki vse skupaj poveže tudi z jutrišnjim praznikom svetega Jurija. Pravi, hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. In potem še reče: ustavite se mu trdni v veri. Zakaj to omenjam? Zato, ker smo seveda vedno v skušnjavi, ko pogledamo na svetega Jurija in tistega zmaja, na katerem zmagoslavno stoji, da prestavimo vse skupaj v nek pravlični čas in pravlično okolje. Pa tisti zmaj ne predstavlja nič mitološkega, predstavlja zgolj skušnjavo. Toliko skušnjav, kot pravi Peter, ki hodijo okrog in iščejo, da bi koga požrle. Kolikor čutimo, da smo se danes kaki od njih vdali tudi v naših medosebnih odnosih, koga ranili, koga prizadeli, zdaj to drug drugemu odpustimo, podajmo si roke ali na kak drug način izrazimo to svoje odpuščanje. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki odjemlje naše grehe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Skupno molitvijo pripravimo svoje srce na prejem duhovnega svetega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
Zahvalimo se. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Gospod je rekel, glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja. Molimo. Vsemogočni Bog, zakrament, ki smo ga prejeli iz svojega oltarja, naj nas posveti in utrdi v veri evangelija, ki ga je oznanjal sveti Marko po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Nocojšnjo sveto mašo obhajamo za rajnega Rudija Buršiča in rajne starše. Njim in vsem našim dragim rajnim naj Gospod velikodušno nakloni večno srečo pri sebi. S tem smo naredili šele prvi korak k velikemu jutrišnjemu slavju. Jurjevanje je vselej velik praznik na Zdolah. Letos bo od njega ostalo seveda bolj malo, ampak ta del, ki je nam seveda zelo dragocen, sveta maša na čast našemu zavetniku, ki Zdole varuje že vsaj 300 let, kar je tu samostojna župnija in ta cerkev, njemu na čast bomo seveda tudi jutri velikem veselju tu združeni. Torej, lepo dobrodošli jutri ob 10. na tistih običajnih mestih, kot smo se zdaj že navadili na spletu. To nocojšnje srečanje pa bomo prav ob priprošnji svetega Marka končali s prošnjo za dobro vreme, za ugodno letino, torej s tako imenovanim vremenskim blagoslovom. Gospod z vami. Bog, vsemogočni Oče, naj nas blagoslovi in nam podari lepo vreme, odvrne naj od nas neurje, točo in vsako nesrečo. Amen. Blagoslovi naj polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake, ter nam podari obilne sadove zemlje. Amen. Spremlja naj naše delo, da se bomo hvaležno veselili sadov Božje dobrote in svojega truda. Amen. To naj nam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Slava